Lepo pozdravljeni v Triglav Lebu na novinarski konferenci pred pričetkom nove sezone ženske nogometne lige Triglav. Z nami so predstavniki vseh 11 klubov, ki se bo letošnji sezoni potegovali za naslov prvaka. Še preden pa se posvetimo samemu tekmovanju, predajam besedo direktorici službe za upravljanje družbene odgovornosti in dogodkov pri podjetju Zavarovalnice Triglav, gospe Sari Vehovec. Najprej lep pozdrav vsem, lepo vas je videti v tako velikem številu. Dobrodošli tudi v mojem imenu in v imenu skupine Triglav na današnji novinarski reprezentanci ženske nogometne reprezentance. Mi smo zelo ponosni, da smo že od 2018 res tak partner slovenski nogometni zvezi in sicer podpiramo tako vse ženske kot moške reprezentance in pa seveda tudi prvo žensko ligo, ki pa od 2022 nosi tudi naše ime Triglav, na kar smo še posebej ponosni. Skupaj z Nogometno zvezo Slovenije si prizadevamo za spodbujanje zdravega, varnega in odgovornega načina življenja in to je tudi nekaj, kar želimo tudi v letošnji sezoni vsem reprezentantkam in nogometašicam, da boste predvsem medsebojno sodelovali in mi bomo z vami in vas podpirali, tako da hvala. Hvala lepa, Sara. Zdaj pa preusmerjamo pozornost k novi sezoni, ki se pričenja že to nedeljo z zanimivimi pari prvega kroga. V slednjem se bo pomerili ŽNK Mura Nona, ŽNK Olimpija Ljubljana, ŽNK Gažon Lilok, ŽNK Aluminij, ŽNK Ljubljana Krim Hubat, ŽNK Žalec Trbovlje, Primolje Tosla Nutri Cosmetics in ŽNK Cerklje, ŽN Maribor. Ekipa ŽNK Radomlje Medex je prosta v tem krogu. Tekme ženske nogometne lige Triglav boste tudi v letošnji sezoni lahko spremljali na Planet TV, Sport klubu in nzs.si. Tako, sedaj pa se posvetimo prvemu paru med ŽNK Mura Nono in ŽNK Olimpijo Ljubljano. Predstavnika None Mure, trener Vladimir Kokol in kapetanka Špela Kolbel se nam bosta pridružile preko video povezave, medtem ko predstavnike ŽNK Olimpija Ljubljana, trenerja Marka Jordana in kapetanko Špelo Kolbel vabim k našemu omizju. Pozdravljeni. Vladimir, se slišimo? Ja, se slišimo. Se slišimo. Začnemo kar ŽNK Muro Nono. Vladimir Kokol, derbi nas čaka že v prvem krogu sezone. Kako ste zadovoljni s kadrovanjem in kako ste pripravljeni na prve tekmovalne izzive? Moram povedati, da smo se uspešno krepili na pozicijah, kjer smo imeli deficit oziroma kjer smo hoteli nadgraditi kvaliteta. Pripravljeni smo, mislim, da zelo dobro, kar so pokazali tudi pripravljene tekme, tako da lahko zatrdim, da smo oziroma da gremo pripravljeni tako v prvenstvu, tudi v Hvala. Špela, kakšno pa je vzdušje v slačilnici pred pričetkom nove sezone? Vzdušje v ekipi je super, v bistvu smo se zdaj skozi te priprave super povezali, res smo dobro odigrali te priprave, tudi na tekmo smo se dobro pokazali, tako da mi smo pripravljeni na začetek prvenstva. Hvala lepa. Poglejmo še, kakšna so pričakovanja pri ljubljanski Olimpiji, ki je nekoliko pomladila ekipo. Marko Jordan, kam lahko v letošnji sezoni poseže Olimpija? Najprej pozdravljen tudi z moje strani. Letos sicer smo res zelo mladi, imamo pač, mislim, da najmlajšo zasedbo. Žal se nam je spet zgodilo med pripravljalnim obdobjem, da so se nam 3-4 ključne igralke pač poškodovale, tako da bomo na začetku malo oslabljeni, no. Upam pa, da bomo lahko konkurirali vsaj prvim 3 ekipam v ligi. Hvala lepa. Špela Rozmarič, ali lahko že na prvi tekmi sezone pokvarite načrte Prekmurkam? Jaz verjamem v svojo ekipo, v trenerja,
Skozi celotne priprave smo delali zelo dobro, pripravljeni smo. Začelo se bo z 0:0, tako da verjamem v vse, da bo na koncu rezultat pozitiven. Hvala. Čas za vprašanje novinarjev. No, če ni nikogar, ne mogoče jaz za gospoda Kokola. Koliko je v teh pripravah bilo v mislih ta kvalifikacija za Ligo prvakinj, ta prvi krog, ki vas čaka? Pred vami so kvalifikacije za Ligo prvakinj, koliko je bilo to v mislih v teh času priprav, koliko ste tempirali formo, pripravo ekipe? Mi smo se skozi celotno to pripravljeno dobe pripravljali v bistvu samo na to evropske tekmovanje. Razširili smo kader, res smo kvalitetno smo se okrepili, tudi smo dobro skenirali nasprotnice. Težka bo skupina, prvi tekmi smo dobili pač prvaka z prvega kvalifikacijskega turnirja, tako da od 4 prvakov je ta bil najboljši. Kot sem že rekel, dobro smo jih zanalizirali in mislim, da imamo velike šanse, da se dobro pokažemo dobre luči v to prvo tekmo. Še za Špelo vprašanje. Par besed o samih novinkah. Kaj so prinesle te novinke? Kako so se vklopile pa na terenu? Kako se vidi njihov doprinos? Kot je že trener prej omenil, smo locirali ta mesta, kjer nam je najbolj manjkalo. Te novinke, ko so prišle, so se takoj odlično vklopile v ekipo, tudi na igrišču. Se vidi, da smo zelo igralne, da smo se med temi pripravami zelo povezali, tako na igrišču kot izven in smo pozitivni. Še mogoče za tabor Olimpije. Špela, kaj bi sporočila pred derbijem v Mursko Soboto? Znači bomo videli. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Vprašanj za ta par bi se vam zahvalil za udeležbo in sem povabil predstavnice ŽNK Gažon Lelog in ŽNK Aluminij. Za ŽNK Gažon Lelog torej bo z nami pomočnik trenerja Simon Jerman in igralka Darin Požru, za ŽNK Aluminij pa trener Matjaž Železnik in kapetanka Maša Šibila. Lep pozdrav vsem. Začenjamo z Gažonom. Simon, ekipa se v novo sezono podaja z novim strokovnim vodstvom. Kaj lahko doprinese ekipi Samir Zulić kot nekdanji slovenski reprezentant? Pozdravljeni. Jaz mislim, da se vidi velika sprememba v ekipi, večja motivacija, kot je bilo lansko leto, punce so bolj zagrete, tako da se pozna velika sprememba. No? Hvala. Darin, Gažon je v zaključku lanske sezone pokazal konkurenčnost. Je letos pravi čas za korak naprej? Jaz mislim, da je. Igralkami smo se ful bolj povezali, skozi priprave smo dali vse od sebe in mislim, da smo pripravljeni za en korak več. Matjaž, tudi Aluminij vstopa svojo drugo sezono v ženski nogometni ligi. Kaj pričakujete od vaših varovank? Lep pozdrav. Ja, nimamo nekih velikih pričakovanj, dejansko pač imamo malo drugačne težave kot nekateri drugi klubi, tako da se v tem trenutku še sestavljamo. S treningi smo sicer začeli že kar nekaj časa nazaj, ampak kader še ni stabilen, bi rekel, punce še, nekatere so še na dopustih, nekatere so bile na dopustih, tako da so redke med njimi, ki imajo do zdaj opravljene vse treninge, tako da dejansko nas najprej na začetku predvsem zanima delo, razvojno delo, potem pa si bomo mogoče kasneje postavili tudi kakšne tekmovalne cilje. Hvala lepa. Maša, v pretekli sezoni ste imeli kar precej dela na golovi črti Aluminija. Pričakujete, da bo letos kaj lažje?
Ja, to bo nažalost držalo, vendar se zavedam, da s kvalitetnejšimi treningi, ki jih trenutno imamo, po mojem mnenju lahko dosti napredujemo v naslednjih nekaj mesecih. Hvala. Vaše vprašanje? Jaz bi začel pri trenerju Aluminija, gospodu Železniku. Kakšen izziv je sprejeti vodenje ženske zasedbe? Zakaj ste se odločili, kako ste pristali na tem mestu? Pa je moja trenerska pot je že kar dolga, vedno sem delal s fanti, sem razvojni trener, se pravi, sem delal z starostnimi kategorijami vse od U7 pa do U19. Pa sem se nekako, če odkrito povem, na volo, ravno predvsem teh tekmovanj z mladimi fantovskimi ekipami oziroma z ekipami vseh starosti, ker so pritiski res veliki, pa nesmiselni, ker to so pritiski pač strani predvsem staršev, pa tudi nekaterih strokovnih delavcev. Tako da, sicer mi ni bilo težko, tudi to so bili fajni izzivi, vedno sem užival pri svojem delu kot trener, ampak nekako sem po 37 sezonah vodenja mlajših ekip začutil v sebi, da si želim neko spremembo, ker imam tudi ogromno znanja z kondicijske priprave nogometašev, sem postal kondicijski trener, pa nekako smo prišli v kontakt z nogometnim klubom Aluminij, ker smo pač z direktorom tudi prišla do nekih skupnih interesov, imam kar nekaj izkušenj pri delu z ženskimi nogometašicami, tudi reprezentantke sem 3 leta testiral na fakulteti za šport, tako da mi je bil to neki novi izziv, tudi poznam punce, kak je njihov pristop, so malo bolj pridne, vse skupaj je malo bolj umirjeno, pa sem si mislil, zakaj ne bi poskusil zaenkrat tudi na tem področju, pa zaenkrat čutim, da sem se prav odločil. No. Mogoče kar lahko iz prve roke od kapetanke izvemo, kako izgleda to? Ja, razlika prejšnja sezona proti začetku, zdajšnje treningi in vse skupaj se pozna, dosti večja profesionalnost, dosti znanja, ne vem, treningi, lahko celotna ekipa potrdi, da iz treningov odhajamo izmučene, ampak zadovoljne, tako da bo držalo. Mogoče še za tabor Gažona, kapetanka, tudi pri vas sprememba na trenerski klopi, kaj je uvedel nov trener, mogoče tako za laike iz prakse, iz proizvodne? Jaz mislim, da so treningi bolj profesionalni, kot so bili in tudi težji. S treningov prihajamo zmučeni in mislim, da bo to tudi prispevalo k boljšemu napredku in višje mesto na lestvici. Mogoče še pomočnik trenerja, par besed pred nedeljsko tekmo? Zdaj, sredo imamo pripravljeno tekmo zadnjo, tako da pričakujemo, mi gremo na zmago v nedeljo, tako da punce so pripravljene. Še kakšno vprašanje morda? Potem pa hvala lepa. Komisijo pa vabim predstavnika ŽNK Ljubljana in ŽNK Krim Hubat, za ŽNK Ljubljano trenerko Urško Žganec in kapetanko Katjo Turk, za Krim pa trenerja Žiga Grgasoviča in podkapetanko Mijo Tuvič. Pozdravljeni. Urška, vsako sezono ste boljše. Kako visoko lahko posežete letos? Ja, jaz mislim, da lansko sezono smo naredili res nek zgodovinski rezultat, drugo mesto pa osvojitev pokala, zdaj nek normalni cilj bi bil osvojitev državnega prvenstva, ampak se v klubu zavedamo, da moramo narediti tudi nekaj na področju organizacije, financ in pa infrastrukture. Tako da naš cilj letos je iti vsako tekmo na zmago, predvsem pa biti bolj konstantni. No. Se mi zdi, da smo ekipa, ki niha, lahko je 7-0 proti Muri, pa potem 1-0. Tako da jaz bi si želela, da skozi sezono ohranjamo nek nivo igre, skozi na istem mestu, no, da smo bolj konstantni. No. Tako da to je cilj letos, pol kam nas bo pa to na koncu pripeljalo, bomo pa videli. Hvala. Katja, je prišel čas, da pokalni naslov nadgradite z ligaškim.
Ja, seveda si tega želimo. Pardon. Ampak se zavedamo, da je trenutno na primer Mura res močna. Mislim, definitivno ciljamo vsako sezono višje, vsako tekmo gremo na zmago, na koncu bomo videli, kam nas to pripelje. Zavedamo se, da lahko še dvignemo ta nivo, na katerem smo, ker trenutno toliko punc je zaposlenih, pa vse to nese neko utrujenost in mogoče to težjo konstantnost, ampak to ne sme biti izgovor in gremo probati jih presenetiti, pa da dobimo, ker mislim, da imamo dovolj kvalitete, smo že v finalu pokazali, da imamo kvalitetno ekipo, da lahko premagamo vsakega in zdaj bomo videli, kam nas to pripelje. Hvala lepa. Poglejmo še v tabor Krima. Žiga, Krim je v pretekli sezoni pod vašim vodstvom stopnjeval formo. Lahko letos premešate štrene tudi tistim na papirju favoriziranim ekipam? Ja, mislim, da lahko premešamo štrene ekipam, ki so nad nami. To je tudi cilj, a ne, da vsako sezono rastemo. Tudi letošnjo sezono so cilji višji iz tekmovalnega vidika. Tudi lansko sezono smo pokazali, da smo bili konkurenčni na teh tekmah za nasprotniki, ki so više na lestvici od nas, tako da odgovor je ja, definitivno. Hvala. Mija, v prvem krogu vas čaka ljubljanski obračun, je zaradi tega prisotnega še kaj več motiva? Mislim, želimo si, pač vemo, da bo tekma zelo tam, da želimo jim otežiti delo proti zmagi in da bo rezultat čim nižji ali pa 0-0. Hvala. Vprašanje novinarjev? Jaz bi začel pri trenerki Urški. Lani ste v finalu pokalnika, ga imamo vsi v glavi, res navdušili. Kako to zadržati in s čim nadgraditi v sami igri? Kaj ste nam za letos pripravili? Verjetno ne tako na začetku, ampak tekom sezone. Naša ekipa je specifična, mi smo skupaj že zelo dolg časa, zdaj gremo v 5. sezono, v bistvu prej smo bili že v drugem klubu, tako da v bistvu glavnina ekipe je skupaj že 8 let, kar pomeni, da uigrani smo. Je pa tako glih iz tega vidika, je potem treba mogoče določene stvari taktične nadgraditi. Želimo si biti še malo bolj raznoliki, mogoče tudi več menjavati sisteme in ne biti toliko predvidljivi. Predvsem pa tako, kot sem rekla, zelo pomembno za nas je, da smo konstantni, ker nas lahko preseneti ekipa nižji dol na lestvici, pa nam odzame točke, to se letos ne sme več dogajati, hkrati pa smo sposobni premagati čisto vsakega. To nam je cilj letos. Kako ste pa sami zadovoljni, oziroma kako spremljate svoj lasten trenerski razvoj? Kako čutite, da tudi sami rastete kot trenerka? Jaz puncam vedno pravim, da eno je, da sledimo nekemu cilju rezultatskemu, to absolutno, ampak drugo je pa, da probamo ekipo razvijati osebnostno in tako, kot vodstvo ali pa strokovni štab razvija njih, tako je namen določen pritisk, da se konstantno razvijam tako nogometno kot tudi osebno. Tako da, glih sva se prej s kapetanko pogovarjali, jaz si res štejem v čast in želim, da uživamo v tej poti in kam nas bo to pol prineslo na dolgi rok, bomo pa videli. Kako pa kapetanka gleda na ta razvoj ŽNK Ljubljana skozi vsa ta leta? Mislim, da pišemo eno res lepo zgodbo. Začeli smo skupaj s tem, da prvo leto, ko smo bili pripravljene punce tudi sam rekreativno igrati. Sprejeli smo to tveganje, na koncu se je izkazalo za dobro, pripeljalo nas je do finala pokala, da smo ga celo osvojili in mislim, da res kažemo same sebi in tudi ostalim, da če delaš z nekim ciljem pa po pravi poti, da če ti je cilj, da zadržiš glavnino skupaj ekipe, ne rabiš tudi mogoče toliko tujk pa tega, da ti nekaj uspe in
mi si štejemo v čas, želeli smo si 8 let, da končno nekaj osvojimo, uspelo nam je. To ne pomeni, da se bomo ustavili, bomo šli še višje, ampak mislim, da smo cela ekipa, če nas pogledam, koliko smo bile, ne vem, 8 let nazaj, 4 leta nazaj, kakorkoli, ali pa zdaj, da smo se razvili tako v neki fizični pripravi, taktične stvari smo nadgradili, predvsem smo pa vse osebnostno rasli skupaj. No. Super, pa za trenerja Žigo. V bistvu dve vprašanje. Eno vprašanje, je na nek način ŽNK Ljubljana s to svojo zgodbo, bom rekel, vzor ali pa motiv za vas in kakšne so želje, apetiti pred nedeljskim derbijem, mislim? Mislim vzor, kar je dobrega pri drugih, ni problem pogledati po temu pa vzeti od drugega kluba nekaj dobrega. Zdaj verjamem, da se pri večini klubov najde nekaj takega, ne bi pa zdaj izpostavljal ravno ŽNK Ljubljano sicer. Mislim, da sem odgovoril na prvo vprašanje, drugo je bilo pa... Nedeljski derbi, mestni derbi. Nedeljski derbi. Ja, fokus bomo dali na svojo ekipo, da pokažemo, kar smo delali v tem pripravljalnem obdobju, da se pokažemo v najboljši možni luči, kakor se da napadamo zmago, da se zoprstavimo, kakor dobro se da, ker verjamem, da bo ŽNK Ljubljana letos vzela eno od prvih 2 mest, tako da bo velik izziv. Še kakšno vprašanje? Potem pa hvala lepa vsem. In komisijo vabim predstavnike ŽNK Žalec Trbovlje in Primorje, Toslan, Nutri Cosmetics. Za ŽNK Žalec Trbovlje boste z nami trener Hajrudin Ibrakić in kapetanka Samanta Knific, za Primorje pa pomočnik trenerja Luka Soban in vratarka Taja Vrhovnik. Lepo pozdravljeni. Hajrudin, ekipa Žalec Trbovlje je novinec v ligi. Kakšne cilje ste si zadali za prvo sezono? Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Mi v Žalcu oziroma v Trbovljah smo neka specifična zgodba, se pravi, da smo začeli in v Trbovljah, odkudar prihajam, in v Žalcu leta 2017 z najmlajšimi takrat deklicami, ko so bile stare recimo 7, 8, 9 let, in skupaj smo rasli z njimi nogometno, osebnostno v Zasavju oziroma v Trbovljah in v Žalcu. Po vseh teh 8 letih splošnega in nogometnega razvoja smo se dogovorili, da gremo skupaj na to zgodbo, ki je za nas resnično veliki izziv, ker imamo zgolj domača dekleta in glede na vse okoliščine, na infrastrukturo, na razvoj takšen, kakršen je, smo si zadali enostavno cilj, mogoče malo smešno, ampak bom kar po domače povedal, da to prvo sezono zgolj preživimo. Hvala. Samanta, kaj za vas in soigralke pomeni igranje med slovensko žensko elito? Mislim, da nam veliko pomeni, da bomo rade špilale in da bomo dali vse v sebe, kar bomo pač lahko, in da smo potrudili, da pač ne bomo samo igrali tako, da zgubimo, pa da smo probali potruditi tudi dati kak gol. Hvala lepa. Poglejmo še v tabor Primorja. Luka, v pretekli sezoni ste pokazali, da ste lahko konkurenčni tudi najboljšim ekipam. Kaj lahko Ajdovke pokažejo letos pod vodstvom novega trenerja? Lepo pozdravljeni. Letos je naša želja podobna kot lani, se pravi poskušati priti med prve 4. Tako da nekako se bi potrudili boriti s vsemi prvimi 4 nekako, da poberemo kakšno točko, lahko do koga prehitimo. Super. Taja, v prvem krogu vas čaka dvoboj z novinkami. Kako dobro poznate ekipo Žalec Trbovlje? Ja, definitivno, verjetno kakšne mlajše soigralke jih poznajo malo bolj. Nas, ko smo že malo starejše, ali kako naj rečem, bojo verjetno presenetile, ampak definitivno se bomo pa pripravili, da bo šla tekma tako, kakor si bomo želeli in da bomo domov nesli vse 3 točke. Hvala.
Vaše vprašanje? Jaz bi za gospoda Hajrudina. Kako pomembno je vzpostavitev tega sodelovanja med kluboma za razvoj ženskega nogometa v tej regiji, ki jo pokrivate? Kako je pomembno? Ja, kako je to ključno za sam razvoj? Za regijo Zasavja in Žalca je to, kako bi rekel, posebna zadeva, ker mnogi, ki so mogoče malo starejši, tu pa tudi ni treba, vejo, da v Zasavju, to jaz osebno lahko rečem, da nogomet živi že od nekdaj in da so Trbovlje, mogoče naj mi ne zamerijo v Ljubljani ali pa recimo lahko primerjamo z Mariborom, da je nogomet v Zasavju in tudi v Žalcu kar zasidran in debelo je prisoten med samimi ljudmi in vsi ljudje v Zasavju in v Žalcu smo lačni tega nogometa in jaz verjamem, da bomo z velikim trudom, prizadevnostjo, da ne bomo razočarali slovenske javnosti v ženskem nogometu. Sicer smo outsideri, to je definitivno, ampak bomo probali vse nasprotnike vsaj namučiti v teh 90-95 minutah. Še za kapetanko. Prva tekma v nedeljo debi, kaj ste pripravili za konkurenco? Ja, najbolj se bomo potrudili, da bo rezultat čim nižji, da jim ne bo tako lahko, kot mislijo in da bomo dali vse od sebe. Še za Ajdovce oziroma Ajdovke. Prišel je nov trener, v bistvu stari trener, Andi Mamić, kljub samo verjetno nova metla pometa drugače. Kaj je novega? Predvsem fizična pripravljenost je pod Andijevo taktirko predvsem na višjem nivoju, tako da to je ta največja razlika, pole pa itak še uigravanje in to je predvsem drugačna taktika od prejšnjega trenerja. Še za kapetanko oziroma namestnico kapetanke. Par besed o sami nedeljski tekmi proti novinkam, ne poznate jih, kako se pripraviti na tako tekmo? Ja, dobro vprašanje. Mislim, da bomo čez cel teden delale, bile motivirane, da bomo v nedeljo igrale v najboljši možni luči in da bomo, tako kot sem že rekla, domov nesle vse 3 točke. Hvala. Še kakšno vprašanje morda? Potem pa hvala lepa. Ko mizu vabim še zadnji par, predstavnike ŽNK Cerklje in ŽN Maribor. Za Cerklje trenerja Primoža Štrajharja in kapetanko Simono Jelovšek, za ŽN Maribor pa Tino Šmon in kapetanko Anjo Bijelič. Pozdrav. Primož, ekipa ŽNK Cerklje še naprej ostaja zvesta svoji filozofiji, ki temelji na zaupanju mladim igralkam. Kako je ekipa pripravljena letos na prvenstvo in kako se bodo tudi poznali nekateri pomembnejši odhodi igralk? Ja, v bistvu, tako kot ste že rekli, v bistvu temeljimo na gradnji in priključevanju mladih igralk. To nam je v minulih sezonah dobro uspevalo. In v bistvu ne pričakujemo nič drugega tudi v letošnji sezoni. V bistvu čaka nas ena lepa sezona, vedno tako, kdor gre, pač smo vajeni, da naredimo dobre igralke in pač gredo v druge klube, kjer jim obljubijo boljše pogoje. Če so te pogoji res boljši, ponavadi igralke potrdijo, da ne. Tako da mi bomo delali, bomo zvesti svoji strukturi in to je to. Hvala. Simona, kakšna so pa vaša pričakovanja pred novo sezono? Ja, pač vključevanje mladih in pa s tem pač čim boljši njihov napredek, tako da upam, da bomo čim bolj se odrezale in čim bolj prikazale naše znanje oziroma kako napredujemo kot skupaj, kot mlada ekipa. Hvala lepa. Poglejmo še v tabor Maribora. Tina, v letošnji sezoni bo ekipa domovala v Zatoličju. Kaj to pomeni za vas ta sprememba? Ja, v bistvu lani smo bili del kluba Maribor Tabor, letos smo naredili spremembo, saj je bila
v mojih očeh nujno potrebno. Preselili smo se v Zlatoličje, ker naše članice tudi trenirajo. Mislim, da so treningi oziroma pogoji za trening tam zelo v redu. Tako da upam, da bodo pač te dobre treninge prenesli tudi na tekme. Hvala. Anja, v pretekli sezoni ste pridobili dragocene izkušnje, bo letos zaradi tega kaj lažje? Ja, zagotovo nam bo lažje, saj imamo nekaj izkušenj iz lanske sezone, ki bo prav prišle v tej. Hvala. Kakšno vprašanje? Ja, jaz bi začel pri Tini Šmon. Na to, da ste zdaj v Zlatoličju, malo šalo, malo zares, ti Max Elšnik se je že kaj javil, bo vaš navijač? Ne. Okay. Mislim, upam, da bo navijal za nas, no, ampak njama nekaj stika. Zdaj, ko imate ta novi dom, zakaj je to pomembno, da ste se preselili v Zlatoličje, kaj ste tu dobili, kako bo to okrepilo trenažni proces? Ja, v bistvu v Taboru, v Maribor Tabor klubu je bil nastop članic za to sezono zelo pod velikim vprašanjem. Verjetno sploh ne bi po domače povedano finančno prišli skozi, tako da je bila ta sprememba res nujna. Kar se pa tiče pogojev za trening, pa v Zlatoličju je razen nas ni tam nobene druge ekipe, tako da imamo igrišče konstantno na voljo, lahko treniramo zjutraj, zvečer, kadarkoli. Tako da, kar se tega tiče, ja, mislim, da je velika sprememba na boljše. Še za kapetanko, sama pričakovanja, obeti? Ja, pričakovanja so večja kot lani, saj boljše treniramo in upamo na višjo uvrstitev na lestvici kot lani. Bom kar nadaljeval v Cerkljah. Trener Primož, prva tekma, se veselite, se čuti mogoče malce metuljčkov v želodcu pred začetkom? Po nekaj sezonah se ne čuti v bistvu pri igralkah sigurno, sploh teh mladih, ki sem jih prej omenjal, je določena napetost. Pri meni ohranjamo mirnost in probamo seveda pozitivno izpeljati ta vikend in gledati pozitivno prihodnost. Kaj lahko obljubi kapetanka za to prvo tekmo? Jaz mislim, da se pustimo presenetiti, pa bomo videli vse skupaj. Hvala lepa vsem. Sedaj pa sem vabim še predstavnike ŽNK Radomlje Medex, ki bodo v prvem krogu prosta ekipa, torej trenerja Mateja Rožiča Mavriča in kapetanko Ano Geriol. Lep pozdrav. Matej, v primerjavi z vsemi ostalimi imate nekoliko več časa za pripravo na novo sezono, vam to godi? Ja, vsekakor pozdravljeni tudi v mojem imenu vsem skupaj. Vsekakor je dodaten teden pozitivna zadeva, probali bomo še bolj izkoristiti ta čas za uigranost in pa za ta zadnje obdobje v periodizaciji. Boste s kotičkom očesa spremljali tudi ostale tekme? Ja, vsekakor se mislim, da je prav, da v bistvu liga raste, da si probamo en drugega čim boljše spoznati, čim boljše pripraviti pol na vsako tekmo, kajti edino s tem, ko spoznaš nasprotnika, da pride do nekih razigravanj oziroma taktičnih zamisli, tudi same znotraj igre, ne, ko je med tekmo, moraš znati odreagirati in jaz mislim, da nas to dela samo še boljše. Hvala. Ana, v pretekli sezoni ste se mudili še v Ameriki, tokrat pa ste pripravljeni na tekme v ženski nogometni ligi Triglav. Kako pomembne so vaše mednarodne izkušnje za ekipo Radomelj? Ja, meni so dale mednarodne izkušnje zelo veliko, tako na osebnem področju, kot tudi v nogometu. Videla sem tudi, kako pač v tujini to poteka, kako večji kader je in pač mi zelo prav pride v igranju te lige. Hvala. Vprašanje? Jaz bi za trenerja Mateja. Prej ste omenili, da liga raste, pa nas v bistvu zanima, kako sami kot trener to čutite in mogoče lekcija, ki ste jo lani dobil, pa vam bo letos prvo prišla v letošnjem prvenstvu. Da liga raste, se mi zdi predvsem predstave, ko v bistvu smo jih gledali v tem drugem delu lanske sezone, ko smo videli tako dvoboje, pa ne samo z našimi ekipami, tudi dvoboje, ne vem, že finale pokala, lahko omenimo, da je bilo izjemno in to je tisto, kar nas lahko dela samo boljše. Mi smo vsi skupaj tukaj zato, da razvijamo to ligo, da pomagamo, da te punce enkrat stopijo izven meja pripravljene, ne da se nezadovoljne vračajo nazaj. Mogoče še lekcija, ki ste lani dobil, pa vam bo letos koristila? Predvsem lani sem dosti spoznaval ekipo oziroma ekipo
probo tudi ligo spoznati. To je mislim, da največja lekcija in pa predvsem korak, ki sem ga jaz ocenil, je ta, da je z fizičnega vidika ta liga ogromno potencijala za napredovanje in to smo tudi letos probali spremeniti. Seveda iz danes na jutri ne gre, ampak skozi vsako periodizacijo oziroma skozi vsako pripravljalno obdobje probamo ekipo dvigati za določen procent v fizičnem smislu, istočasno pa ne smemo pozabiti tudi na taktične zamisli. Za konec še kapetanka. Kaj zmorejo letos te Radomlje? Ja, jaz mislim, da imamo velik potencial. Ne glede na to, da smo mlada ekipa, se mi zdi, da je to tudi pozitivna stvar, ker punce res kažejo, da imajo zelo veliko željo. Tudi na nekaterih mestih je že zelo večja konkurenca in morate ne razmišljati, koga bodo ekipo, kar se mi zdi zelo pozitivno. Tako da bomo šli korak za korakom, verjeli bomo vase in pol bomo upali na najboljše. Hvala. Še kakšno vprašanje morda? Če ni več vprašanj, zaključujemo z današnjo novinarsko konferenco. Hvala vsem za udeležbo in obilo zadetkov